V Brežicah je na polno zaživel tradicionalni julijski poletni festival, ki je vedno dobro obiskan. Tako je bilo tudi tokrat. Obiskovalci so zadovoljni, ker organizatorji z raznovrstnim kakovostnim programom poskrbijo za vse okuse. Svoje pa doda tudi lokacija v starem mestnem jedru. Kljub temu, da festival poteka v juliju, je zadnja leta vreme precej nepredvidljivo. Letos imamo drugi ekstrem kot lani. Lani so nam nagajale nevihte, letos pa zgleda, da bo kar vztrajala ta vročina. Ampak presenečeni smo nad obiskom. Dejansko danes že drugi dan res ogromno obiskovalcev od 6. ure dalje, tako da smo zadovoljni. Po večletnih množičnih prireditvah, kot je bilo Brežice moje mesto, so kasneje koncept nekoliko spremenili. V lanskem letu smo prvič pristopili k organizaciji zelene prireditve, kot jim mi rečemo. Resnično si ne želimo več prireditev, po katerih je mesto polno odpadkov, in to nam je lani odlično uspelo. Tako smo pridobili naziv Zero Waste prireditve kot ena v bistvu najdaljše trajajoče prireditev v Sloveniji, ki je ta naziv pridobila. Obiskovalci so s poletnim programom v Brežicah zadovoljni, zato se številni vračajo vsak dan. Ta teden sem začela v torek, ko sem bila v kinu v Posavskem muzeju. V sredo sem bila na otvoritvi promenade. Včeraj sem bila na koncertu Veronike Strnad in danes ne morem zamuditi tega lepega koncerta. Predvsem so Brežice kraj, ki ima svojo dušo. Jaz verjamem, da se to Brežičani zavedajo in da bodo to hranili še naprej. In tisti, ki pač tega nimamo, smo malo ljubosumni. Kot rečeno, je poskrbljeno tako za staro kot za mlado. Absolutno podpiramo, kako se Brežice lepo vsako leto organizirajo, in promenada je najljubša vsem nam, da imajo starši nekaj od poletja. Sploh imaš občutek, kot da si na morju. No, otroci so pa tako, ko mi čakajo vedno, kaj bo zdaj spet pripeljalo se v Brežice. Kar nekaj dogodkov se bo na letošnji brežiški promenadi še odvilo. V ponedeljek zvečer plešemo pod zvezdami, v torek se selimo na grajsko dvorišče, kjer imamo kino na prostem, v sredo zopet v starem mestnem jedru rajanje za otroke s ščuki, nadaljujemo z DŠV zabavo v mestu z guštjem in pa zaključimo zopet v petek tukaj v mestu z skupino Neki to volje vruče. Kar pa bo, kot kaže, ključno sporočilo tokratne brežiške promenade.